Hej, hoj. Danes pa neki bolj easy, tam bomo šli na klobuk. Zdaj sem prišel iz strani Bokalcev. Je ena taka luška makadamska potka, se jo vidite. In v bistvu priješ pol do gozda, bajte so dejansko čist do samega gozdne poti, ki je zelo dobro označena. In jaz v bistvu tukaj hodim laufat, ker mi je malo preveč easy, da bi dejansko hodil v hrib, ker pač je res majhen hribček tale klobuk. Ampak hodim laufat, tako da si dan še pele uteži gor in pičim. Tako da bom probal posneti čim več poti, to da boste videli. Še kaj što bom vmes rekel, pa se vidimo. Tukaj vidite, nekateri tudi tukaj pustijo kolesa, pa grejo pol peš gor. Priporočam, da ne greste med vikendom, med tednom je ful več, ful manj ljudi. Med vikendom je pa gor tudi odprta koča, kjer lahko dobite pivo ali pa kakšno Coca-Colco ali pa kakšno kavico. Evo, tako da se pa začne pot. Je pa orang lepo pa sedega laufat. Pa bom kar prekinil snemanje, ker moram začeti laufat. Evo la, takole izgleda. Smo pa že pri prvi markaciji dobro vidna. Gremo naprej. Ok, smo skoraj še na začetku naše poti. Zdaj v bistvu, takole, ko se pride iz tele široke gozdne ceste, pridete do plinovoda, tukaj spodaj gre plin, tako veliko ljudi se tukaj pele s kroskami, pa z gorskimi kolesi sam. Okoliški kmetje tega ne marajo, tako da postavljajo palce po klancu, da se ne bi furali. Nimaš kaj. Evo, tako da dol gre pa plinovod. Na drugo stran se pa tudi malo vidno zgleda. Ampak mi gremo naprej. Tukaj je spet dobro vidna markacija. Ajde, zdaj pa naprej. Vse je pa lepo. Dobro je, da tudi, ker sonce fajn nabija. Tukaj je do vrha konstantno senčka, tako da ni tako, ker če bi šel gore, da bi se rabo malo za sončno hribom. Tukaj ni panike. Je pa lepo. Res priporočam. Pa sploh med tednom. Saj vidite, nobenega še nisem srečal, čisti mir. Da gremo pa spet v vzpon. Jaz pa laufat naprej. Ok. Ko pridemo do sem, v bistvu jaz se vedno najraje držim te zgornje oziroma te sredinske poti, zato desna pa leva. Če niste pazljivi, pa ne zavijete dovolj hitro, vas bojo odpeljali, mislim, da v pod od tih, zato drugo pa ne vem kam točno. To da kar potele naravnost gor. To je v bistvu zadnji klanc. Bom probal kar prelaufat s kamero, upam, da se ne trese preveč. Dobro sem rekel, zelo kratko je. Tukaj se že vidi koča. Evo la. Pa smo na vrhu. Se pa mačkam boljše zrihtali tole od nazadnje, ko sem bil tukaj. Da smo na klobuku. Tole vidite, zdaj se lagrete še kaj vsest, pa kaj popiti. Zdaj imajo super, so že šenčko naredili. Tega nazadnje, ko sem bil gor, še ni bilo. No daj. Je pa res zelo lepo. Tudi če se gre z otroki, imajo se da poigrati in kamor nimajo za iti. To res luškan placek. Da imajo še eno pokalanco. Znak koča klobuk za tiste, ki se hočejo slikati, za zaljubljence. Jaz sem nažalost danes sam. Ampak se lahko tudi malo pohecamo, ne? Če nimam nobenega, da bi šel z mano, se bom pa kar takole posnel. Zaljubljam v pohode, pa teke, pa trening.
Moram reči, da so res malo lep zrihtali, še odkar sem bil gor, tako res. Malo so obnovili vse skupaj, pa dodali par stvari, zdaj imajo malo gogarnic tudi otroci. Tele vidite eno, sicer so take malo improvizatorske, ampak svoje delo naredijo. Zdaj jaz najrajške pridem gor, sploh takole med tednom. Rad pogledati še na Jasico, boste zdaj videli. Na tej Jasici potem tudi odpre majčkeno razgleda. Samo morate pa razumeti, da je to res majhen hrib, tako da nekaj razgleda bo, ne bo pa to zdaj lihko v krv v gorah. Ampak nekaj pa bo. Evo, takole pa pridemo na Jasico. Pa iz vrh Jase je pa še razgled. Evo, iz tukaj smo prišli, pa bom naredil kar cel krog. Sam je pa lepo, a ne? Takole, tele se pa odprejo. Eni manjši razgledi. So kar lepi, pač niso lih visokogorski, ampak nekaj pa je. Čisto super za tiste dneve, kad delamo, pa nimamo časa, da bi šli v gore ali pa na kakšen večji hrib. Priporočam. Zdaj pa še nazaj dol. Se vidimo. Zdaj ostalo, ker sem se že obrnil nazaj, v bistvu sem pozabil povedati. Za tisti, ki vam je pa tale klobuk premalo ali pa ste se odločili, da bi šli na sprehod, da niste laufali z utežmi tako kot jaz, pa imate še kaj energije, lahko greste pa v bistvu še tam po Jasi naprej ali pa tele desno po tej potki, pa se da pa priti še do Toškega čela. Zdaj te poti čisto točno ne poznam, mislim, da se gre ali po travniku naprej ali pa po tej desni potki, ne me vzeti zdravo zagotovo, ampak načeloma, če se pozanimate, boste prišli pa še do Toškega čela. Morda naslednjič naredim posnetek še kako se pride od klobuka do Toškega čela, če bo koga zanimalo. To je pa to. Adijo klobuk. Zdaj pa še nazaj dol. Jaz ga tudi dol laufam, ker je malo bolj nevaren sam, je pa malo bolj zabavan, tako da bom raje še kar ugasnil kamero. Zdaj, kakor vidite, je res zelo veliko enih poti, tako da si morate kar zapomniti, iz kje ste prišli, a drugače se lahko izgubite. Res se zelo hitro zgodi, no. Sploh pa na tem klobuku, ki je vse isto. Če je pa pot odlično označena, markacije so povsod. Ampak pri tem klobuku je problem, ker je toliko enih poti na njega, da takrat, ko je veliko teh podobnih poti, pa da je pri vsaki markaciji ponovadi vsaka od teh poti pelje na drug konc, tako da markacije bojo pomagale, če se izgubite, sam ne vem, če bojo pomagale, da pridete točno tam, iz kjer ste prišli, tako da to si boste mogli kar zapomniti, ampak drugače, kakor je majhen hrib, sploh ni panike, ne se sekirati. Sam moram pa povedati, da sem se tudi jaz že enkrat zgubil tukaj gor, pa hodim že od otroštva, tako da se je zgodil vsakmu, tudi pari mojim kolegom se je zgodil, tudi mojim staršem, ko sem bil majhen, tako da sam probajte si zapomniti, s kje ste prišli, pa je to no. Če boste pa falili, pa tudi ne bo to grozen. Najhujše, kar je, pa če na drugem koncu klobuka pridete ven, kar pomeni ali 20 minut nazaj, pa ste spet gor, pa idete pač po ta pravi poti dol, ali pa pač okrog, ki traja pa mačkan dlje, ampak tudi ne bo konc sveta zaradi tega. Ni tako, kar da bi se izgubili v gorah. Samo vsem, zakaj bi se izgubili, če se ni treba. Evo, pa smo prišli spet do fina voda. Tako da vidite, da je čisto easy tole. Ampak je pa ful lepo, tako da res priporočam, taka easy turca. Lahko si tudi podaljšali do Toškega čela, tako da ja, se da, velike opcije, markacije so povsod, tako da bi se res izgubili, res se ne da. Evo, pa smo že čisto na koncu svoje poti, zdaj če se spomnite od začetka, tukaj smo štartali, se pravi, iz vrha Bokalc. Vela po tele potki bom prišel do Makedama, potem že do krožnega križišča, kjer lahko tudi ustavite z avtom, je v bistvu tam dom za upokojence, ki se da parkirati. Če ne pa tudi mačkam prijem se prije do tele potke na klobuk, se da tudi parkirati.
No, bom pokazal, samo da pridem ven. Evo, pa smo prišli na tole potko. Še zadnji pogled na Labuški gozd. Zdaj ponavadi ljudje parkirajo kar tukaj tudi v kraji, takole, kot vidite tlele. Zdaj do zdaj še nisem imel nikoli občutka, da bi redarji karkoli pregledovali tukaj, tako da po mojem, da je varno. Bom pa pokazal še, iz kje sem jaz prišel, kje se točno pride na to pot, da boste videli. Drugače pa je to. Ok, zdaj smo prišli do tega, ker sem obljubil, se pravi tukaj sem nek prišel iz potke na klobuk. Tjale dol greste, pa prijete do klobuka. Zdaj tukaj je tole krožno križišče, ki sem vam omenil. Parkirati se da tukaj. Na desni strani imate dom za upokojence, ki je ponavadi rampa, tako da če ne morate parkirati tle, lahko parkirate pa na tej cesti. Moje promete je treba paziti, se pravi tam je tale krožen. Jaz sem bršel pa iz tukaj, se pravi tukaj tudi lahko parkirate. Tale rampa je zdaj konstantno dvignjena, če ne drugega že zaradi gradbišča. Tako da grem pa tle še naravnost, pa grem kar domov, bom šel kar laufat, tako da to je to za danes, hvala, ker ste bili z mano. Bom probal zdaj v kratkem posneti še en video veganskega sendviča. Če bo po sreči, gremo pa za vikend na Krim ali pa na Šmarno goro, bomo še to pot posneli, tako da tistega, ki zanima, pride pogledat. Se vidimo, čau!